Pozdravljeni. Na vrsto je prišel prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Velike Britanije. Poglejmo si tudi tokrat, kaj moramo vedeti pred začetkom tistih kvalifikacij, ki bodo veljala za štartni razpored nedeljske glavne dirke. Kot običajno bo tudi tokrat prispevek razdeljen na tiste 3 dobro znane dele. Najprej si bomo ogledali tehnične novosti. Nato pridejo na vrsto tudi tehnične zanimivosti. In seveda na koncu si bomo ogledali rezultate edinega prostega treninga in kvalifikacij za sobotni sprint ter skušali razumeti tisto pravo razmerje sil, ki nas čaka na sobotnih kvalifikacijah. A začnimo kot običajno s tistim, kar je novega. Tu se bomo kot ponavadi opirali na dokument, ki ga izda FIA, kjer ekipe prijavijo vse novosti, ki so jih pripeljale na določeno dirko za veliko nagrado. In začeli bomo z McLarenom, kjer lahko vidimo spremembo pri prednjih zavornih košarah, govorimo o aerodinamični spremembi in seveda drugačno razporeditvijo na dnu. Tu vidimo, da tiste aerodinamične površine so spremenili, sami jih imenujejo furniture, ampak mi bomo dejali, da so to tisti usmerniki, ki pomagajo zračnemu toku, da se obrne v pravo smer. Pri ekipi Red Bull vidimo razliko na tistem zadnjem delu bolida, tam, kjer gre karoserija k zadnji prednji. Tu imajo tiste skupine profilov, razvrščene v kaskade in seveda spremenili so del, ki je vezan na samo karoserijo. Nič kaj takega, nič ekstremnega. Pri skuderiji Ferrari vidimo, da so spremenili zadnje zavorne košare in to v 2 ločenih funkcijah. Najprej v funkciji hlajenja samih zadnjih zavor in drugič v funkciji tudi aerodinamike, kjer lahko sklepamo, da so iskali predvsem manjši zračni upor. Pri ekipi Williams vidimo nov prednji aerodinamični stabilizator, kjer je seveda nov profil in tudi končne plošče. In tu kot zanimivost vem, da je Simon Jazbec precej tečen in da za mnoge navdušence uporablja napačne izraze. Ampak poglejte, kako inženirji Williamsa poimenujejo tisti del, ki so ga spremenili na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Profil. Pri ekipi Haas, za razliko od Williamsa, imamo spremembe na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, kjer so spremenili končne plošče in uganili ste tudi tu profil. In tega ne pravim jaz, temveč oni. Zadnja ekipa, ki je naredila nekaj novega na bolidu, je ekipa Racing Bulls, kjer so spremenili obliko zadnjih robov na dnu in seveda difuzor. Manjše spremembe so bile deležne tudi zavorne košare zadaj, ampak gre, kot ste razumeli, za spremembe bolj v smeri aerodinamike kot kakšne zanesljivosti ali pa temperature zavor. Toliko o novostih, ki so jih ekipe sem pripeljale. Videli ste, da jih je sorazmerno malo in le pri 6 ekipah od 11 smo sploh imeli kaj novega. Tudi vse v luči tiste
omejitve proračuna, kjer so sredstva seveda takšna, kot so. A poglejmo si še nekaj zanimivosti. Tu je treba seveda poudariti, da imamo kar nekaj zanimivih fotografij, ki jih drugače morda niti ne bi videli. Prvič, kako izgleda mehanizem Macarene pri Ferrariju SF-26. Tu vidimo, da v levi končni plošči je skrit celotni mehanizem, ki je po eni strani sofisticiran, po drugi, za tiste, ki se malo spoznajo na mehaniko, presneto enostaven. Ampak tu bi rad poudaril, da s tem, ko imajo mehanizem samo na eni strani, je bolid postavljen izven ravnotežja. Imajo mogoče na desni strani kakšno utež? Ne vem. Ampak v svetu, kot je ta Formule 1, kjer vsaka tisočinka šteje, tudi takšen premik mase morda vpliva na celotni rezultat. Druga fotografija, ki se meni osebno zdi zanimiva, je ta posnetek spodnjega dela dna Mercedesa 217. Vidimo lahko, da je dno tega bolida Formule 1 izjemno sofisticirano, obdelano in nekako razumemo, zakaj je ta del bolida tako skrit pred pogledom, na primer javnosti, kot smo mi, ampak tudi drugih inženirjev. In ne bi se čudil, če pri Mercedesu je ena izmed prednosti, ki jih imajo, poleg njihovega pogonskega sklopa, tudi njihovo dno. Na koncu še fotografija, ki je nismo imeli priložnosti videti prejšnji dirkaški vikend. Pri Alpinu, kot sem vam takrat omenil, so spremenili prednji del, torej prednji aerodinamični stabilizator in nosni konus. Tu vidimo, da so nekako sledili trendu, ki ga vidimo pri Mercedesu z vpetjem na drugem profilu. In verjetno za marsikoga to je samo malenkost, ampak meni osebno se zdi zanimivo. A poglejmo si seveda tisto razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. Preden se bomo spustili v podrobno analizo tistega, kar se je zgodilo na edinem prostem treningu in kvalifikacijah za sprint, še ena zanimivost. V samem uvodu sem vam že poudaril, kako je tu v Silverstonu stopalka za plin odprta do konca 82% celotnega časa kroga. Ampak ne smemo pozabiti še na nekaj. Namreč stopalka za plin je odprta do konca približno 3 kilometre v enem samem kosu. Torej, jasno nam je, da bodo imeli na dirki, ki bo na sporedu v nedeljo in tudi v sprintu, kar precej težav za tisto rekuperacijo električne energije. Ampak to, kako deluje električno-hibridni del skozi več zaporednih krogov, nas sedaj absolutno ne briga. Zakaj? Ker analiziramo tisti del, ki se nanaša na kvalifikacije in tu želimo razumeti pravo razmerje sil. Torej, če izprazniš baterije v onem vhodnem krogu v bokse, to nima absolutno nobenega pomena. Ampak poglejmo si, kaj se je zgodilo na edinem prostem treningu. V simulaciji kvalifikacij smo videli, da je bil Ferrari tam spredaj. Ampak mnogi bi dejali, saj gre za prosti trening, ker rezultati običajno niso relevantni. In tu je treba poudariti, da če primerjamo najboljši čas na prostem treningu s tistem, kar smo videli v prvem delu kvalifikacij, moramo temu pritrditi. Namreč na prostem treningu je bila simulacija opravljena na pneumatiki soft, na prvem delu kvalifikacij za sprint so uporabljali pneumatiko medium.
in razlika je očitna. Ampak preden gremo naprej, še dve zanimivosti. Prvič, Lance Stroll je bil približno desetinko sekunde počasnejši kot Fernando Alonso. Torej ga je za kritizirati, ali pa je Aston Martin tako počasen, da pravzaprav ni važno, kdo ga vozi, odgovor prepuščam vam. In drugič, Esteban Ocon je bil pošastno počasen. Namreč tudi njegov čas ni bil bistveno boljši od tistega, ki smo ga videli pri Sergiju Perezu z Cadillacom. In sedaj ne bomo trdili, da je Cadillac kar tako našel neko izjemno formo. Po mojem je Ocon tisti, ki je v izjemno veliki krizi. Ampak, če pogledamo drugi del kvalifikacij, bomo zopet videli, da je Ferrari tam zgoraj zopet pneumatika medium. Kaj pa v tretjem, tistem najbolj važnem, ko so vsi uporabljali pneumatiko soft? Zgodba se skoraj da ni spremenila. Treba je poudariti, da so si pri ekipah zbrali samo en poizkus v zadnjem možnem trenutku, ker hočejo prihraniti pneumatike soft za sobotne kvalifikacije. Če bi porabili 2 seta sedaj, bi jim zmanjkalo nekaj jutri. In tu ne smemo mimo dejstva, da je Lewis Hamilton na domači dirki zmeraj bil izjemno motiviran. Videlo se je na progi in seveda njegov čas je bil le za las boljši od tistega, kar je napravil Andrea Kimi Antonelli. In tu začnejo nastajati dvomi. Namreč jasno je, Hamilton, Antonelli tam spredaj, kaj pa njuna moštvenega kolega bistveno bolj zadaj. Charles Leclerc ne more iz te krize, v katero je zapadel, in priznam vam, da kvalifikacije so njegova najmočnejša točka in da je toliko zadaj, si sam nisem predstavljal. In podobna zgodba pri Georgeu Russellu. Tudi zanj je to domača dirka, ki naj bi bila nekaj več. Tako da tu verjetno bomo spremljali zopet boj med Ferrarijem in Mercedesom za prvo štartno vrsto. Čeprav sam pri 2 poizkusih še zmeraj dajem rahlo prednost Mercedesu. McLaren je lahko eno izmed tistih razočaranj, kajti še posebej zato, ker praznujejo z posebno barvno shemo, bi si lahko kdo mislil, da bojo pokazali kaj več. In tu bi rad poudaril nekaj. Silverstone kot proga je seveda okolje, ki zahteva izjemno dober, močan pogonski sklop. In Max Verstappen je tam blizu. Ne bi bil presenečen, če jutrina kvalifikacija bi marsikoga presenetil. Zato bosta morala tako Lewis Hamilton kot Andrea Kimi Antonelli paziti tudi na tisto, kar se dogaja zadaj. Namreč Leclerc, Russell in Verstappen bi znali nekako presenetiti one, ki se imajo za favorite in gledajo samo, kaj se dogaja v boju z tistim glavnim nasprotnikom. Ampak presenečenja so možna. Tako da po sprintu nas čakajo verjetno zanimive in napete kvalifikacije. A o tem se bomo bolj podrobno pogovarjali v našem zadnjem briefingu. Za danes je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.